Danes bi vam rada govorila tako slikovito in jasno, da bi otroci pritekli k meni, kakor v park, ki stoji na soncu in ima v sebi svetlobo. Danes bi vam rada govorila tako toplo in naravnost, da bi stari ljudje začutili, da so potrebni. Danes bi vam rada govorila tako surovo in srdito, da bi izgubljene sanje našle krila, ki so jim nekoč rasla iz ramen. Rada bi molčala, vendar dosegla z besedami, da bi se ljudje dotikali mojih besed z rokami. Življenju rečem hvala, veliko mi je dalo. Dalo dve očesi, da z njima vidim dobro, da dobro razlikujem belo in črno barvo, da nebo gledam zvezdami obsijano, med množico hitečo ljubljeno postavo. Življenju rečem hvala, veliko mi je dalo, glas in abecedo in besedo pravo, da jo mislim in rečem, izrekam neprestano. Mati, brat, prijatelj in svetla luč nad mano, na cesti, po kateri hodim svojim dragim. Življenju rečem hvala, veliko mi je dalo, dalo dve ušesi, da z njima slišim dobro, da noč in dan poslušam, murna laješ flavto, ploho in turbino, kladivo nakovalo in ljubljega fanta govorico sladko. Življenju rečem hvala, veliko mi je dalo, dalo mi srce je, ki mi bije glasno, kadar zrem plodove pameti zemljanov, ko ugledam dobro, ki premaga slavo, ko v oči ti gledam, v njih modrino jasno. Življenju rečem hvala, veliko mi je dalo, dalo mi je smeha in solza nemalo, da vem, kaj je žalost in poznam veselje, in da je moja pesem iz obeh nastala. Moja pesem, ki še vaša je postala, vaša pesem, ki še moja je postala. Življenju rečem hvala, življenju rečem hvala. Dober večer. Navajena sem nastopati po takih uvodnih glasbenih točkah, pa ne vem, zakaj bi bilo danes drugače. Torej, najprej se lepo zahvalim kolegici Jerici Mrzel,
ki se že kar nekaj let ukvarja z uglasbljanjem poezije mojega očeta in se je danes tudi prijazno odzvala povabilu, da nekaj takih tudi predstavi. Jaz sem se že lep čas ukvarjala z mislijo, kako bi bilo, če bi se enkrat zbralo na kupu toliko ljudi, kot si jih želim. Pravzaprav tisti ljudje, ki so neko daljše življenjsko obdobje na različne načine, produktivno, ustvarjalno in predvsem prijateljsko povezani z mano. Danes je kar prava priložnost. Združuje več kakor en, bi rekla zame, kar prelomen dogodek, a ne? Nobena skrivnost ni, da sem bila včeraj stara 65 let. Vem, da se delaš. To je pač tista starost, pri kateri po Ameriki, pa tudi po Evropi ali Avstraliji imajo ljudje pravico do cenejšega javnega prevoza in še nekateri. Boža, že pri 60-ih, jaz imam že kar to... Ne, vem jaz. Pa so pa mene ogolfali. Skratka, pri nas imamo univerzo za tretje življenjsko obdobje, pa pridobimo s temi leti pravico, da se prijavimo v dom starejših občanov, prej se ne moremo. Skratka, kup takih ugodnosti napoči, kljub vsemu pa se jaz sprašujem, a sem rada stara 65 let? Nisem preveč rada. Potem se pa tudi sprašujem, a bi bilo kaj boljše, če bi bila stara 55. Pa si mislim, da pravzaprav ne. Da ni bilo takrat nič bistveno drugače. Ampak da sem bila še bolj kot zdaj uprežena v neke prehitevajoče se obveznosti, v izpolnjevanje nekih formularjev, prijav, najav, odjav, v neko pedagoško erotiko, v neko popravljanje, korigiranje, pregledovanje, pisanje mnenj in razsodb in tako naprej. Skratka, vsega tega je bilo toliko, da si pravzaprav ne bi želela še toliko takega dela. Upam, da se mi bo s prehodom pod papeževo jurisdikcijo kvaliteta življenja spremenila tako, da se bo zmanjšala kvantiteta in morda, če bo zdravje dalo in druge okoliščine, nekoliko izboljšala kvaliteta početja, ki si ga želim še opravljati. Bolj kot 65 me pravzaprav veseli 5. rojstni dan. Ta je pa prav danes. In sicer je danes 5 let od prometne nesreče, kjer je tragično smrt storil avto, jaz pa ne. Čeprav bi jo tudi lahko, če bi se tisto drevo postavilo kakšen centimeter drugače, pa je stalo tam in je plačalo s krepko poškodbo tudi ono. V glavnem, tako da to je tisto, kar me veseli. Skratka, vsi ti dogodki, pa še kateri, so razlog, da smo se danes zbrali z različnih vetrov in s ciljem pač preživeti skupaj nekaj happy hours. In upam, da nam bo to uspelo. Kateri so ti različni vetrovi? Trdo jedro, bi rekla, sestavljajo moji dragi sodelavci z oddelka za slovenistiko. Nekaj vas je tudi z oddelka za slavistiko. Moji doktoranti, štrebarji, ki so prvi prišli, potem
moji prijatelji in sodelavci z različnih življenjskih obdobij in pri različnih projektih, ki so nas pač povezali tudi v eno tako trajno komunikacijo. No, prišli so moji dragi mladi sodelavci Slavističnega društva Slovenije, s katerimi smo preživeli veliko napetih, pa tudi lepih trenutkov. No, prišli so tudi moji najbližji, Milan, Voranc, Kristina. Upam, da nisem še koga spustila. Jaz se za organizacijo tega dogodka zahvaljujem prav dotičnim mladim sodelavcem, pa seveda tudi Milanu in Vorancu. Po tej multimedijski predstavitvi upam, da boste potrpeli do njenega srečnega konca, a ne? Bodo na vrsti bolj konkretne zadeve. To se pravi, tisti, ki ste oddali darilo, se postavite tam spet k pultu in zamenjajte, torej izvlecite številko in si privoščite svoj dobitek, a ne? Tam zraven vas čaka štalca Slavka Špara. Zgleda, da je sam Slavko tako zelo oslabel, da ni zmogel priti na to prireditev, tako da bomo pač morali napolniti tisto štalco. Zelo je, večno je lačen, no, in tisti, ki mu še niste dali nič za jest, imate zdaj še priložnost, da kaj takega storite. No, ker je treba pred vsakim velikim projektom oddati kar obsežen CV, a ne, ali kurikulum vitae, a ne, mislim, da je treba kaj takega narediti tudi pred prijavo v papeževo obdobje. No, in ta CV mi je prijazno v razburljivem dramaturškem loku pomagal pripraviti moj sodelavec z društva Matjaž Zaplotnik. Prav lepo se mu zahvaljujem. Potem bomo prosili Jerco še za kakšen prispevek, na kar boste lahko povedali še vi, če boste kaj hoteli, a ne? Jaz pa sem za danes svoj slavnostni govor zaključila in vsem želim lep večer. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi que du bonheur ne quitte pas, ne quitte pas, pas, ne quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte
pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mondes insensés. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, t'écouter, chanter, rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut
vam bom eno najlepših pesmi, ki jih je kdajkoli napisal kakšen moški, ženski, se ne živno, čeprav seveda ne poznam vso literaturo, tako kot mogoče to od vas, ampak vendar ne bi bilo dovoljeno. To je pesem Božjega očeta, Lojzeta Krakarja, Božji mami. Hvala, draga. Živel sem dolge dni na dnu temnice in nič več štel, ne ur, ne temnih dni. Odvadil se človeške govorice in skoraj že umrle so oči. Pošla je vera, da še kdaj to mine in če za smrt bilo ni več moči. Potem nenadoma neki dan v temine gomile moje si stopila ti. Ko igle je v oči se zaslepele, zabodel svoje žarke sončni dan. Da zaječal sem kot zadet od strele, oči zakril si in te pahnil stran. Zbal sem se, da bom moral spet živeti in znova preživeti vse hudo. Roko si mi podala v temni kleti in šla počasi z mano na svetlo. In glej, še vse bilo je kot nekoč. Jaz pa sem mislil, da je luč umrla in da že zdavnaj moja črna noč je po vsej zemlji krila razprostrla. Zato ustavil sem korak pred vrati, da bi pogledal, če si človek res. Nasmehnila si se in v tvojih zlatih očeh takrat sem videl luč nebes. Potem je to minilo. Šla si z mano. Človek kot človek, čez ta pisan svet. In to je bilo dosti, še neznano. In noč je noč, in dan, glej, dan je spet. Nekoč sem si v življenju več obetal, a tistega, kar želel sem, ni. To, kar je zdaj, je več. Največ na svetu. Preprosta, tiha sreča dveh ljudi. Pa še ena pesem, ki bi morala postati himna. Ljudje se ponekod, recimo, tako bi se morali vsi zavedati kot Primorci, kaj pomeni pesem, kaj pomeni himna. In jaz sem že predlagala, da bi tole himno nekako naredili za belokranjsko himno. In seveda mi imamo himno, ki bi ne lahko, ampak morala postati himna sveta. No, to misel nosite naprej, mogoče se kje prime, tako kot naše današnje srečanje in veselje v tem dnevu.
vesel moj dan je, ko se pozlatijo v jesenskem soncu Semiške gorice. So lepe kakor pravlične kraljice, pripravljene na veliko gostijo. In lep moj dom je, 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 kadar se razsveta, pomladi breske v rožnato zardela. Takrat so te gorice kot dekleta, zaljubljena, vihrava in vesela. Lep moj dom je, in lep moj dom je, in lep moj dom je, in lep moj dom je. Moj dom bogat, čeprav si ga majna, spomladi, ko razlije se obzorje, po vsej dolini snežno belo morje, je kot en sam cvet, bela, bela krajina. Moj rodni dom, 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 bogat, čeprav si ga majna, spomladi, ko razlije se v obzorje, po vsej dolini snežno belo morje, je kot en sam cvet, bela, bela krajina. Moj rodni dom, za vse, kar nosim v sebi, po tej sivini od mladosti, za vso ljubezen in vse skrč bridkosti, dolžan sem skromno hvalo tudi tebi, moj rodni dom, 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 za vse, kar nosim v sebi, po tej sivini od mladosti, za vso ljubezen in vseh skrč bridkosti, dolžan sem skromno hvalo tudi tebi, moj rodni dom, moj rodni dom, moj rodni dom, moj rodni dom. Tole mi dovolite čisto kratek dodatek. 66. Shakespearov sonet v prevodu Janeza Menarta. Naj pride smrt in mi zastre ta svet, ko zrem zaslužnost v revščino pregnano in prazen nič v razkošen blišč odet in zvesto oddanost podlo goljufano in zlato čast prodano brez časti in vse najlepše zlobo izkaženo in cvet deklet povaljen pod strastmi in moč z nič vrednim vodstvom oslabljeno in znanje, ki oblast moj jezik veže in pamet, ki neumnostjo tepta in glas poštenosti povsod brez teže in dobro vklenjeno v verige zla. Utrujen od vsega bi rad zaspal, če ne bi ti, moj dragi, sam ostal. Dobila sem dovoljenje za besedo. Hvala, lepo pozdravljeni vsi, predvsem pa draga Boža. Najprej se ti zahvaljujem za tale družabni večer, ki si nam ga tako velikodušno pripravila, da ne rečem poklonila. Ta poljulena zofka nam bo mogoče malo nagajala, da se bi še bolj lepo, sproščeno in toplo družili pod milim ljubljanskim nebom, a ji oprostimo,
opravlja svoje delo že stoletja, tako kot si ga ti nekaj desetletij. Tvoje zasluge, in ni jih malo, bodo ostale zabeležene v zgodovini oddelka, institucij in organizacij, kjer si delala in delovala, tvoja prijetna doživetja in doživljanja, ob tem pa v tvojem srcu in srcu mnogih, s katerimi si se srečevala. Mislim, da je prav, da je nocojšnji večer namenjen predvsem takim spominom. Takim, ki ti bodo lepšali dneve, ko boš končno imela več časa za obujanje spominov nanje. In kot si sama želela, bo nocojšnji večer namenjen lepi stari navadi, da se srečamo, da se poveselimo ob založenih mizah in drug z drugim in smo hkrati tudi malo dobrodelni. Da bo za vse ostalo čim več časa, bom zaključila, seveda pa se ti bom prej zahvalila za vse, kar si naredila za oddelek ali oddelka, za fakulteto, univerzo, za slovensko šolstvo na vseh nivojih, organizacijsko in človeško, seveda tudi strokovno na prvem mestu. Iskrena hvala Boža. Za enkrat se ti zahvaljujemo, ker vemo, da nisi še rekla zadnje besede. Ker vemo, da boš kljub formalnemu izstopu še vedno vstopala v naš svet in veseli te bomo. In ker vidimo, da kljub jubileju, ki si ga praznovala včeraj, še prav po mladostniško cvetiš, ti želimo, da ostajaš še dolgo, zdrava, mladostna, ustvarjalna, pokončna. Prisrčne čestitke tudi za rojstni dan. Ker pa se je treba včasih tudi malo odpočiti, pomeditirati, obujati spomine, ti sodelavci poklanjamo vseh teh dobrih željah, darilo, željo, da ga kar sama po svojem izboru čim prej prisvojiš, osvojiš in kar najpogosteje izkoriščaš. Pa ne bodite ljubosumni, gospod Miran. Hvala Boža in vso srečo tudi v prihodnje. Vsi drugi mene imajo za to na oddelku, da rože izročam in poljubljam. Kavalir. Da bo tokrat opravil svojo nalogo. Nič slabše, nič boljše, Boža, kot pa na zadek. Draga Boža, dragi prijatelji, seveda tudi drage prijateljice, doletela me je izjemna čast, da spregovorim o manjši skupini 10 ljudi, ki bi jim lahko rekli skupina starejših kolegov in mladih doktorantov. Ta čast mi je pripadla izključno zato, ker sem edini v tej skupini, hkrati stari kolega in mladi doktorant. Pravzaprav nisem imel niti časa, da bi pisal kakšen govor, ampak spomini so tako močni, lahko močnejši od besede. In zanesljivo si upam trditi, da Boža ni ženska
samo ženska z 2 priimkoma. Vsi se spomnite, v mojih otroštvih smo brali roman Deček z 2 imenoma, jaz sem ga požiral, pobral najmanj 5-krat. Ampak je Boža ženska s 3 obrazi. Čeprav na ekranu vidimo samo enega. Zadnjih nekaj let hodim redno v njen seminar, imam kakšno predavanje o recepciji Prešerna. In potem, ko smo vsi seveda že zelo izčrpani, zastavi študentkam še ona kakšno vprašanje, pa se kakšna še kaj oglasi, včasih tudi kakšen študent, včasih pa tudi ne, vedno sledi seveda, to so seveda didaktični geni, še kakšen zelo konkreten poduk. Resna visokošolska predavateljica, prvi obraz. Potem gre pa spomin kar precej daleč nazaj, tja v Globasnico, kamor nas je skoraj za roko peljala profesorica Pogorelčeva, in imamo naenkrat mizo, seveda je harmonika v ozadju, in za mizo sedimo Tone Pretnar, pa Boža Krakar Vogel, pa jaz, pa mislim, da je bil še Aleš Gulič, in seveda popevke, pesem, žlahtna kapljica, vsi veseli, radoživi, Božin, tudi zaradi porekla, drugi obraz. Manjka še 3. Kot smo videli že na tem ekranu, je bila Boža mentorica kar številnim doktorjem znanosti, mogoče moški so samo jasno, v glavnem so bile ženskega spola, nekatere še prihajajo. In tudi moja osebna izkušnja je ta, da je Boža ravnala in ravna s svojimi doktorantkami in doktorantki dejansko niti ne tako metaforično, kot koplja s piščančki. Skratka, ena velika mati, in moja osebna izkušnja se je pokazala že pri sami zasnovi, ki jo treba sicer napisati samo na 3 straneh, pa je bil pravzaprav to daleč najtežji posel, daleč najtežji del moje kar precej obsežne disertacije. Napisati tiste 3 strani, seveda tisti, ki ne poznate ozadje, ne veste, koliko časa je to trajalo praktično skoraj 1 leto. In moj prvi poskus, pa sem se pripravil, kolega Hladnik mi je dal celo vzorec te dispozicije, pa na spletu sem našel drugi vzorec, pa sem naredil, po moje solidno zadevo, pa je imela mentorica kar nekaj pripomb. Jaz sem to v dobri veri upošteval, ampak je bilo še slabše kot prej. Potem, to sem ves čas ponavljal, pa mi čisto nič pomagalo. Tako da na koncu sem moral kar nekaj izpustiti, bilo pol prečrtano, kar nekaj dodati in je nastala stvar. Si se maščeval, v doktoratu si se maščeval. To je pa res. Prej sem slišal, da je morala 4 mesece brati, skratka. Vračam se izhodišču, Boža je tudi zelo mehka, čuteča duša, ki skrbi za svoje, na navednicah, otroke, in to je gotovo tudi njen 3. obraz. Teh obrazov je seveda še cela vrsta, mogoče kar našteto, ampak že ti 3 dodoščajo, je to ženska, ki nam vsem ostaja in bo ostala v nepozabnem spominu. Hvala. Problem pri programu, Boža.
Ponavadi mož pride na zadnjem vrstu. Jaz ne bom veliko govoril, ampak bi rad priznal, da je bilo včasih tudi težko zaradi samega dela, zaradi obremenitve in to, ampak mislim, da spoštujem Božjino delo, kar mi potrjuje tudi to, kar nocoj slišim. Mislim, da je za njo veliko delo, ki še ni končano. Vem, da si želi napisati knjigo, vsaj eno, pa če kakšno več, kar bi bilo verjetno tudi zelo koristno in prav. In mislim, da bo to tudi uspelo. Hvala vsem. Hvala za veliko duhovne hrane, ne? Zdaj pa mislim, da je čas za bolj konkretno. Še nekaj imamo. Še? Še, joj, pa ni konca. Mi nismo pripravili govora, ko smo povedali, ampak na težkem povedali. Veste, kako je, mi smo iz slavističnega društva in mi smo tisti mladi sodelavci, ki smo v bistvu mašinerija, ki je skrbela, da je v zadnji vse potekalo, govorila po glavnem Boža, tako da mi smo tajnice sploh pravijo, da smo bolj korošce, tako da nisem bomo kar skep Vse to ste slike, ste že Vse to so pa že na PowerPointu. Hvala lepa mladim sodelavcem. Mi vemo, da je naša Boža ženska, smo slišali z toliko obrazi in vemo, da spoštuje tradicijo, da je pa seveda vedno odprta za mlado in za mladost. In v vseh teh lepih besedah smo se zelo raznežili, zdaj bi pa radi pesniških, zdaj bi pa radi malo prikazali poezijo nove, najmlajše generacije, generacije študentov tudi Božjih. Upravičujemo se že naprej, skratka, to bo zdaj tako pomladostniško improvizirano. In naj bo uvod v tisti del večera, ki nas še čaka. Posebno za Božo. Lahko sem sedem, ne? Kaj za aktualizacijo poezije? Vem, da veš vse tako, kako se ostavi čas in to, kako pojav se zadnja misel, ki predstavlja nas. Še enkrat isto s tim planom, ki imel čisto vse, kot nekoč. Amen. Gledam tiho, ki je čas nazaj. Želim si preteklost, v pismu posunaj. Spremeni se vse, ne spadam na ta svet. Spet je tišina, ukopan sem poet. Ali možda poleti, nadam vse se.
ti spusti. Urodne strasti nocoj prihodnost prosim stori. Več ni važno, kaj sledi so drugačne te poti. Prosim le za nove znake, daleč nad oblake. Čista je tišina, ne se veš, da lažem. Preko nebisavice na zemlji ti pokažem. Brez telesa don si deček, znanje brez obraza. Upanje so sanje pade, razbije tako kot vaza. Plava med oblaki, ležim in si želim. Ne samo v pismu, to danes lahko letim. Zlate so besede, slišal jih pozabil njih na mene. Kaj pomeni življenje, pa to, da sem zgubljen. Temni so hodniki, sobe bele, zaklenjene. Kje je noč od temi, noč so misli neomenjene. Bog se smrtja iz nebes, hodič popravlja pes. Komu lahko zaupaš tistem, ki so brez teles? Ujet v svetu, kjer živim, je kazen za poštenje. Hotel, kar sem hotel, da upošteval bi moj mnenje. Čakal nas spodbudo, le sem manj kot tekom časa. Slišal se je glas te pesmi, jaz postal sem brez aplausa. Daj mi moč, da poletim, na vse se ti spusti. Objem strasti nocoj prihodnost prosim stori. Več ni važno, kaj sledi so drugačne te poti. Prosim le za nove znake, daleč nad oblake. Kje ne zdaj živim na tleh, kar visoko v zraku. Misli in spomini, ko vstajajo na traku. Snemam si komade, ne za sebe, ampak zate. Za spomini na mene, da kasneje me lahko tudi spoznate. Zdaj noben mi ne verjame, kva mi podostane. Prazna stegna me posluša, solze tihe zamekane. Še bi lahko našteval, sem srce se bo ustavil. V taki cesti brez izvoza ne bi nas sestavil. Bi izgubil, veš, skupil sem, pa nimam več. Kva je dragocenga, frenda žil si preč. Ne vem, kako lahko beseda vse ti spremeni. Od dneva, ki so otrok oči, do dneva, ki so vse zgubim. In kje je zdaj preteklost, da se ko izbudim. Ne vem, kva ne naredim, kljub spanju pa bedim. In veš, da se počim, vse gubi nazaj v čas. Solze, smeh in joč, želil si, da bi spet vrnil v nas. Vse se ti spusti, v objem strasti nocoj prihodnost prosim stori. Več ni važno, kaj sledi so drugačne te poti. Prosim le za nove znake, daleč nad oblake. Daj mi moč, da poletim, nad vse se ti spusti. V objem strasti nocoj prihodnost prosim stori. Več ni važno, kaj sledi so drugačne te poti. Prosim le za nove znake, daleč nad oblake. Profesorica, najljubša hvala za vse znanje, ki ste nam ga dali. Taki pevski talenti, ne? Ena je šefica oddelka, druga je šefica centra za slovenščino kot drugi ali tuji jezik. Tako, mislim, da je pa zdaj še zmeraj ni. Ne vem, to je pa nadaljevanka. Milan me je prejle obtožil, da sem več na slikah kot pa on, skupaj z Božo. In moram zdaj priznati, da Božo živi, pa ne vejo še drugi, da sem resno tudi že erotične sanje z Božo. Ampak je že od 30 let. Ne vem, s čim to vpliva na to, da take čustva povzroča v ljudeh, ampak jaz sem to pripisal kombinaciji rdeče in črne. Pogosto je v rdečem pa črnem. Predvčerajšnjem, ko smo načrtovali tale dogodek, sem rekel, da moram Tonka Pritnerja pa sestaviti kakšen vers na to temo. Ti verzi spremljajo domač pridelek, ki sicer usposojen iz slaši iz krema, ampak šnops je pa z dobrave. Lahko pa tudi verze na šnopsu preberem. Najprej bi to o Le Rouge Noir. Pa sam. Globoko noter v svoja zrela leta v rdeče črno Boža je odeta.
ko se zazdi, da mimo let galopje, posveti se nenadoma eskortu, da novemu preda se boža športu, da sto prav zdaj, v najburnejše obdobje, se tega videla še ni Evropa, v čas odtenkov mnogih sige vstopa. Čurička ne raba še lahko nazaj. Kaj piše naš avtor, treba še dekli prebrati. Iz leta 2010 so verjetno tudi takrat je bila substanca še v redu. O žganju, sem hotel prebrati o žaganju, o žganju naj bi tekli verzi, ki ljudce skozen v flaši lomi, a trezni o nameri dvomi, saj znano nam je iz izkušnje, kar blagih duš nas je, kar blagih nas je duš, ne? Da jezik od žganja se zapleta, zato ne terjej verza od poeta, potiho raje glaš ga vase vrni, vrzi. Boste pa davno otrok, pa boste sami. Zdaj pa jaz rekla tako, če bi jaz rekla, da je konc, še ne bo konc. Pa prosim, če... Pol bom pa jaz rekel, da je konc. Zdaj pa pejte ven. Hvala lepa. Skratka, če mislite, da je Boža, da bo šla v pokoj, mogoče formalno, ampak mi čakamo na odgovor za RRS, ker smo prijavili raziskavo, ki jo bo kolegica vodila. 15-letno, a ne? Hvala. Zato ti je tlaga, ja. Se veš, da, RRS.